Nacionalno informacijsko središče za turizem je edinstveno podatkovno in informacijsko središče, v katerem združujemo lokalne in globalne podatke, relevantne za turizem, s ciljem osnovnih in naprednih analiz za podatkovno podprto odločanje. Središče omogoča spremljanje okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov turizma, s ciljem sprejemanja odločitev za učinkovit trajnostni razvoj, upravljanje in trženje slovenske turistične ponudbe. Ta video je namenjen predstavnikom STO in MGTŠ s širšim dostopom do funkcionalnosti NIST. V videu bo predstavljena osnovna uporaba vseh funkcionalnosti sistema. Za dostop do središča kliknite na gumb Vstopi. Nato izberite Na registracijo in izpolnite obrazec za registracijo. Vnesite svoje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov in geslo. Ko končate, izberite naslednji korak in nadaljujte z registracijo. V drugem koraku oddajte soglasje za obdelavo osebnih podatkov in se prijavite na prejemanje obvestil, če to želite. Nato kliknite na gumb Ustvari profil, da dokončate prijavo v središče. Na svoj e-poštni naslov boste prejeli potrditveno sporočilo. S klikom na povezavo Potrditev lahko aktivirate svoj uporabniški račun in pričnete z uporabo središča. Po uspešni prijavi se vam odpre glavni pogled, kjer lahko pridobite širši dostop do vsebin tako, da dodate organizacijo s klikom na gumb Dodaj organizacijo v stranskem meniju. Če ste del organizacije, izpolnite obrazec za pridružitev. Vnesite matično številko in e-naslov vaše organizacije. Nato dodajte še spletno stran podjetja. V polju Področje delovanja izberite ustrezno dejavnost, ki najbolje opisuje vašo organizacijo. Ko ste izpolnili vse podatke, kliknite na gumb Oddaj, da pošljete zahtevo za preverjanje. Po oddaji zahteve bo skrbnik središča preveril vpisane podatke in vam omogočil širši dostop do vsebin, o čemer boste obveščeni s potrditvenim sporočilom. Vrnimo se na glavni pogled, kjer lahko dostopate do vseh vsebin in orodij središča. Na levi strani zaslona je glavni meni. Tu lahko dostopate do pregleda, bližnjic, seznama kazalnikov, turističnega indeksa in ZSST modula. Na dnu menija najdete kontaktne informacije, povezavo do video navodil in do pogostih vprašanj. Na vrhu zaslona se nahaja orodna vrstica z gumbom za iskanje vsebin ter gumbom za dostop do vašega profila. V profilu lahko enostavno uredite svoje podatke, spremenite geslo in upravljate nastavitve piškotkov. Na strani Pregled so zbrani ključni podatki, kot so prihodi in prenočitve, povprečna doba bivanja in drugi podatki. Podatke si lahko ogledate tudi na nacionalni ravni. Ob vsakem podatku je prikazana sprememba v primerjavi s prejšnjim letom ter vrednost prejšnjega obdobja. Če primerjave ne želite prikazati, jo lahko izklopite z gumbom na desni strani. Če vas zanima več, lahko pri vsakem podatku s klikom na ikono odprete pojavno okno, kjer so prikazane informacije o viru podatka. Na pregledu so predstavljeni tudi drugi podatki relevantni za turizem. Modul Osnovni kazalniki omogoča vpogled v ključne podatke za izbrano leto. Podatki so na voljo na letni ravni. Medtem ko modul Izbrani kazalniki prikazuje podatke, ki so najpomembnejši za vas in jih lahko izberete sami. Ti podatki so na voljo za različna obdobja. S klikom na gumb Izbrani kazalniki se odpre stran, kjer lahko izberete kazalnike, ki jih želite spremljati. Izberimo kazalnika število prenočitev in povprečna doba bivanja. Ko se vrnete na pregled, lahko spremljate podatke za različna obdobja,
zadnji teden, mesec, zadnji 3 mesece ali zadnjih 6 mesecev. S klikom na gumb lahko vklopite tudi primerjavo s prejšnjim letom. Prikazan je tudi turistični indeks na nacionalni ravni. Sestavlja ga 12 kompleksnih kazalnikov z okoljskega, družbenega in ekonomskega področja. Turistični indeks je celovit pokazatelj uspešnosti trajnostnega razvoja in uresničevanja strategije slovenskega turizma. Podrobnejše informacije so na voljo na podstrani turističnega indeksa. Na pregledu so prikazani tudi podatki zelene sheme slovenskega turizma na nacionalnem nivoju. Tu lahko vidite povprečno oceno vseh destinacij, ki so del ZSST in statistike posameznih znakov Slovenija Green. Za podrobnejše informacije lahko obiščete ZSST modul. Na pregledu lahko podatke filtrirate po letu in po skupinah občin s pomočjo filtrov na vrhu strani. Izberete lahko le eno skupino hkrati. Kot primer izberimo leto 2024 in občino Bohinj. Na pregledu so podatki sedaj prikazani za izbrano občino. Izbrani filtri vplivajo tudi na podatke, ki so vključeni med osnovne kazalnike in izbrane kazalnike. Za podrobnejši vpogled v podatke lahko v stranskem meniju izberete seznam kazalnikov. Ti so razdeljeni na ekonomske, družbene in okoljske. Za primer si izberimo prihodi in prenočitve mesečno podrobno. S klikom se odpre vizualizacija s podatki, ki jih želite podrobneje preučiti. Če želite hitrejši dostop do določene vizualizacije, jo dodajte med priljubljene. To storite tako, da zavihek označite z zvezdico. Vse priljubljene vizualizacije se shranijo na strani bližnjice, do katere lahko dostopate preko stranskega menija. Če želite, da se bližnjica prikaže tudi na pregledu, označite to polje. Tako je vizualizacija dodana na pregled, kar omogoča, da lahko hitreje dostopamo do izbranih podatkov. Za boljše razumevanje uporabe središča si bomo sedaj ogledali nekaj vizualizacij, ki pokažejo ključne funkcionalnosti središča. Najprej si oglejmo vizualizacijo prihodi in prenočitve mesečno podrobno. Ko odprete stran z vizualizacijo, se najprej prikažejo navodila, ki vam pomagajo pri razumevanju podatkov in uporabi vizualizacije. Pri tej vizualizaciji lahko izbirate med prikazom prihodov ali pa prenočitev. Vse prikaze lahko filtrirate po občini in izbranem letu. S klikom na mesec na mesečnem grafu boste vse prikaze filtrirali tudi po mesecu. Prav tako lahko podatke filtrirate po trgih, s klikom na trg na prikazu top 10 trgov. Dodatno se lahko z izbiro spola na grafu delež moški-ženske filtrira podatke na prikazu starostnih skupin ter z izbiro starostne skupine na grafu starostna skupina podatke na prikazu po spolih. Na levi strani so gumbi, s katerimi lahko menjate med prikazi s podatki po različnih skupinah občin. Na navodila se lahko kadarkoli vrnete s klikom na zavihek Navodila. Pod vsako vizualizacijo so navedeni tudi vsi viri podatkov. Vsaka navedba vira vključuje tudi obdobje, na katero se podatki nanašajo, povezave do izvornih podatkov ter datum zadnje objave podatkov. Ko zaprete navodila, se pri nekaterih vizualizacijah prikažejo posebna opozorila in opombe, ki so pomembne za pravilno razumevanje podatkov. V tem primeru opomba izpostavlja, da gre za seštevek mesečnih podatkov, ki se razlikujejo od podatkov letne statistike, dostopnih v zavihku letno podrobno. Druga opomba pa opozarja, da so na teh grafih prikazani podatki za celotno Slovenijo, ne pa za posamezne občine.
Izbrana vizualizacija prikazuje podatke mesečne nastanitvene statistike. Trenutno so prikazani podatki za celotno Slovenijo. Na stolpčnem grafu so prikazani podatki po mesecih, na levi pa skupno število prihodov in prenočitev. Ločeno so prikazani še podatki za domače in tuje turiste. Zgoraj desno sta na voljo primerjavi s prejšnjim letom. Mesečne podatke si lahko ogledate tudi na črtnem grafu, ki omogoča lažje spremljanje trendov. Prikazani so tudi trgi z največ prihodi oziroma prenočitvami v izbranem obdobju in podatki po spolu in starostnih skupinah. Ko se z miško premaknete na posamezen stolpec, se prikažejo podatki za izbran mesec oziroma trg. Za vsak trg so prikazani tudi podatki glede na prejšnje leto ter delež med vsemi trgi. Pri vzetu so prikazani prihodi turistov, z gumboma na vrhu pa lahko kadarkoli preklapljate na podatke o prenočitvah in nazaj. Podatke na vizualizaciji je mogoče filtrirati po občinah in po letih. V filtrih je možno izbrati več občin hkrati in posamezno leto. Če želite počistiti izbiro občine, to storite s klikom na ikono redirke. Za primer izberimo občino Bled in leto 2024. Sedaj so na vseh grafih prikazani podatki za Bled za leto 2024. Če vas zanimajo podatki za posamezen mesec, kot na primer za februar, kliknite na posamezen stolpec. Vsi grafi in elementi se bodo samodejno posodobili in prikazali podatke za februar. Izbor lahko ponastavite tako, da kliknete v prazen prostor grafa. Če želite primerjati več občin, jih lahko v filtru s tipko Ctrl izberete več hkrati. Izberimo na primer občini Bled in Bohinj. V poljih s podatki o prihodih, prenočitvah, domačih in tujih turistih ter spremembah glede na prejšnje leto se prikaže skupna vrednost za obe občini. Na grafih se prikažeta ločena stolpca za Bled in Bohinj, kar omogoča enostavno primerjavo. Če si želite ogledati podatke v obliki tabele, v zgornjem desnem kotu grafa poiščite ikono za več možnosti in izberite Prikaži kot tabelo. S klikom na gumb se nato vrnete nazaj na vizualizacijo. Podatke grafov lahko tudi izvozite. To storite tako, da v meniju z več možnostmi izberete Izvozi podatke. S klikom na gumb Izvozi se na vaš računalnik naloži Excel datoteka s podatki, ki jih lahko uporabite za nadaljnje analize. V filtru lahko občine izberete tudi z uporabo iskalnega polja. Izberimo občino Apače. Na grafu vidimo, da podatki za prve 3 mesece manjkajo. Razlago najdete v opombi ob grafu. Kot opozarja opomba, podatki lahko niso na voljo ali pa so statistično zaupni. To lahko preverite tudi tako, da kliknete na posamezen mesec. Na ostalih prikazih se izpišejo podobna obvestila. Nekaj informacij o statistični zaupnosti lahko najdete tudi v tabelaričnem prikazu, kjer je razvidno, da so podatki za januar, februar in marec statistično zaupni. Poleg podatkov po občinah si lahko na vizualizaciji ogledate tudi podatke za skupine občin, do katerih lahko dostopate z gumbi na levi strani. Izberimo pogled po vrstah občin, na primer za obmorske občine in leto 2024. Podatki se glede na izbrane filtre ustrezno posodobijo. Podatke lahko pregledujete na enak način, kot je bilo prej prikazano. Tako kot pri občinah, lahko tudi tukaj izberete eno ali več vrst občin hkrati. Na ta način lahko primerjate podatke med vrstami občin za posamezen mesec ali pa spremljate trend za obe vrsti občin hkrati. Na mesečnem grafu lahko z uporabo tipke Ctrl izberete tudi več mesecev hkrati. Izberimo na primer 3 poletne mesece, junij,
julij in avgust. Vsi prikazi in izpisna polja se zdaj posodobijo tako, da prikazujejo število prihodov za izbrane mesece, spremembe pa so prikazane glede na enako obdobje v prejšnjem letu. V primeru, da vas zanima, koliko je bilo prihodov italijanskih turistov v poletnih mesecih, lahko z uporabo tipke Control dodatno izberete še trg. Na ta način se vam na levi strani izpiše število prihodov in prenočitev za italijanske turiste v poletnih mesecih. Na vsaki vizualizaciji so na voljo tudi gumbi s povezavami do metodoloških pojasnil, kjer so podrobneje razložene uporabljene metode in morebitna opozorila. Desno pod vsako vizualizacijo se nahaja gumb za izvoz celotne vizualizacije v PDF obliki. Pri izvozu se upoštevajo vsi trenutno izbrani filtri in prikazi, zato bo vsebina datoteke enaka pogledu, ki ga imate na zaslonu. Sedaj si oglejmo še kakšen drug primer vizualizacije. Ko se želite premakniti na drugo vizualizacijo, se pomaknite v stranski meni in izberite naslednjo vizualizacijo. Izberimo na primer zaposleni v turizmu. Podatke o zaposlenih lahko pregledate za celotno Slovenijo, posamezne občine ali skupine občin. Podatki so na voljo po dveh različnih metodologijah. UN Tourism, ki zajema delovna mesta neposredno povezana s turističnim povpraševanjem, in OECD, ki meri širšo sliko zaposlenih oziroma delovnih mest v turizmu. Podrobnejšo razlago lahko najdete v metodoloških pojasnilih. Z uporabo filtra si lahko ogledate podatke po posamezni metodologiji. Če v filtru izberemo posamezno občino, na primer Bovec, si lahko zanjo ogledate število zaposlenih v turizmu v primerjavi s celotnim številom zaposlenih. Podatek lahko primerjate tudi s številom na ravni Slovenije. Spodaj je na voljo tudi zemljevid, s pomočjo katerega lahko vidimo, katere občine imajo najvišji delež zaposlenih v turizmu. Ob premiku miške na posamezno občino se izpišeta še podatka o spremembi v primerjavi s prejšnjim letom. S pomočjo gumbov na levi strani si lahko podatke o zaposlenih ogledamo tudi po različnih skupinah občin. Sedaj si bomo ogledali naslednji primer. V stranskem meniju poiščimo vizualizacijo Tržni profil. Tržni profil na enem mestu združuje različne podatke o turistih posameznega trga. Določeni podatki so na voljo tudi na ravni posamezne občine, vodilne destinacije ali ZSST destinacije. Kot primer si poglejmo tržni profil avstrijskega turista za občino Ajdovščina za leto 2024. Na začetku so prikazani osnovni podatki o prihodih in prenočitvah turistov, primerjave s prejšnjim letom in pomen izbranega trga. Poleg samih številk je prikazano tudi gibanje avstrijskih turistov po letih in mesecih ter povprečna doba bivanja v Ajdovščini ter primerjava s podatki za celotno Slovenijo. Za razlago prikazu si lahko pomagate z opombami na grafih, ki vsebujejo dodatna pojasnila. V drugem delu se podatki ne nanašajo več na občino, ampak so prikazani na ravni Slovenije. Na tortnih diagramih je prikazan delež prenočitev avstrijskih turistov po vrstah občin in po vrstah nastanitvenih obratov za leto 2024. V tabeli je prikazanih 5 občin z največjim številom prihodov oziroma prenočitev avstrijskih turistov. Na voljo so tudi podatki o prihodih in prenočitvah avstrijskih turistov po spolu in po starostnih skupinah. V zadnjem delu tržnega profila so za izbrane trge prikazani podatki, ki izhajajo iz projekta Evropske potovalne komisije, ki s pomočjo anketnega vprašalnika zbirajo podatke o značilnostih potovanj turistov po Evropi.
Ti podatki ponujajo vpogled v občutke, dejavnike in vedenjske vzorce povezane s potovanji. Več informacij je na voljo tukaj oziroma na povezavi med navedenimi viri. Podatke lahko filtrirate po valovih raziskav. Na voljo so informacije o namenu in destinacijah potovanj, dolžini bivanja, obdobju načrtovanega naslednjega potovanja, potovalni družbi oziroma s kom potujejo, povprečni potrošnji, vrstah zasebnih potovanj ter 5 najbolj priljubljenih načrtovanih destinacij. Podatke tržnega profila si lahko izvozite v PDF formatu. Če si želite ogledati še kakšno vizualizacijo, v meniju kliknite gumb Kazalniki, da se vrnete nazaj na drevesno shemo. Poglejmo si na primer še podatke o zadovoljstvu z elementi turistične ponudbe. Ti podatki izhajajo iz raziskave Tuji turisti v Republiki Sloveniji, kjer se z anketnim vprašalnikom zbira podatke o značilnostih njihovega bivanja v Sloveniji in povprečni porabi. Do dodatnih pojasnil dostopate s klikom na gumb O viru oziroma si več preberete v metodoloških pojasnilih. Zbiranje podatkov se ne izvaja vsako letno, anketa pa zajema tuje turiste, ki so v izbranem obdobju bivali v hotelih ali kampih. Vizualizacija prikazuje motive za obisk Slovenije in zadovoljstvo z elementi turistične ponudbe. V okviru izvajanja raziskave se zbiranje podatkov izvaja v 4 anketnih obdobjih. Izberimo za primer podatke za pomlad, raziskave v letu 2021 do 2022 za nemške turiste. Na grafu si lahko ogledate pomembnost posameznega motiva in zadovoljstvo anketirancev s posameznim elementom turistične ponudbe. Na desni strani so prikazani tudi najpomembnejši motivi za obisk ter elementi, s katerimi so bili turisti najbolj zadovoljni. Ogledate si lahko tudi tortni graf o splošnem vtisu, ki kaže, da ima več kot 3/4 anketirancev dober ali zelo dober vtis o Sloveniji. Pri prikazanih podatkih se lahko pojavi tudi posebna oznaka manj zanesljiv podatek, ki opozarja na manjšo natančnost podatka oziroma manjšo zanesljivost. Zadnja vizualizacija, ki si jo bomo ogledali, je načrtovanje obiska Slovenije. Vrnimo se nazaj na drevesni prikaz in jo izberimo iz seznama. Podatki tudi v tem primeru izhajajo iz ankete o tujih turistih, ki zajema tuje turiste, ki so v izbranem obdobju bivali v hotelih ali kampih. Podatke lahko filtrirate po trgu, letnem času in po obdobju. Podrobnejši podatki so na voljo le za nekaj izbranih trgov. Za primer izberimo Italijo in poletje obdobja 2021 do 2022. S pomočjo prikazanih podatkov lahko izvemo več informacij o značilnostih anketirancev iz Italije, razlogih za potovanje, času odločitve za prihod v Slovenijo in o številu dosedanjih obiskov. Kot je razvidno iz vizualizacije, je bilo v tem obdobju več moških, prevladovali so anketiranci stari od 25 do 64 let, večinoma zaposleni oziroma samozaposleni. Anketiranci v tem obdobju največ potujejo zaradi zasebnih razlogov, predvsem z namenom počitnic oziroma sprostitve. Če se osredotočimo na raven celotne Slovenije, se anketiranci največkrat odločijo za potovanje v manj kot 3 mesecih. Več kot 85% italijanskih anketirancev je Slovenijo obiskalo prvič. Kot smo tekom prikaza že opazili, so nekateri podatki manj zanesljivi, zato moramo biti pri interpretaciji previdni in se zavedati, da so zaključki na podlagi teh podatkov manj zanesljivi. S tem smo zaključili s pregledom vizualizacij v središču NIST.
Če si boste želeli posamezne dele videa ponovno ogledati, se lahko kadarkoli vrnete nanj preko gumba v stranskem meniju. V pojavnem oknu izberete gumb za ogled izobraževalnih videoposnetkov, ki vas pelje na podstran. Na tej strani je na voljo izobraževalni video, ki vam je lahko v pomoč vedno, ko niste prepričani, kako uporabljati posamezno funkcionalnost v središču NIST. Zdaj, ko ste spoznali nekaj osnovnih funkcionalnosti središča, vas vabimo, da ga podrobneje raziščete. Središče združuje podatke, ki pomagajo razumeti trende, vplive in priložnosti za trajnostni razvoj turizma. Z njegovo uporabo lahko sprejemate odločitve, ki temeljijo na podatkih in gradite prihodnost, ki je uravnotežena, premišljena in usmerjena v kakovost. Obiščite nist.slovenija.info. Dobrodošli v turizmu prihodnosti!